Kdo je pa izumil žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni na valu 202. Pozdravljeni radiovedni. Tokrat nas je k raziskovanju spodbudila moja soimenjakinja Ajda. Zanima jo, zakaj je poleti topleje, pozimi pa hladneje, če pa nas sonce ves čas enako greje. In res je v teh dneh, ko nam je vroče že v oblačilih s kratkimi rokavi, kar težko predstavljati, da sonce poleti oddaja enako količino energije kot pozimi, ko smo premraženi tudi v najdebelejši bundi. Kako je to mogoče, nam bo pomagal razložiti izkušeni meteorolog Agencije Republike Slovenije za okolje Brane Gregorčič. Sonce res ves čas enako sije in pošilja svojo energijo v vesolje, Zemlja pa jo prestreza, recimo, če se osredotočimo na planet Zemljo. Od tega, koliko energije Sonca prestreže naš planet, pa je odvisno, koliko se segrejejo tla in ozračje. Ozračje se segreva od tal, tla pa se bolj segrevajo, če je vpadni kot sončnih žarkov čim bolj navpičen. Takrat največja količina energije upade na prestrezno površino. Če sonce sije poševno, potem je prestrezna površina večja in se količina energije na enoto površine seveda precej zmanjša. Da bi razumeli, kaj vpliva na kot, pod katerim določen del Zemlje, na primer Slovenija, sprejme sončne žarke, na hitro ponovimo. Zemlja se vrti okoli svoje osi. Da se zavrti za 360 stopinj, potrebuje 24 ur. In to vrtenje povzroča, da imamo dan in noč. Tista polovica Zemlje, ki je obrnjena proti Soncu, ima dan, druga pa ima v tem času noč. Hkrati pa Zemlja kroži še okoli Sonca. Za eno pot okoli Sonca potrebuje 365 dni in 6 ur, torej dobro leto. V tem času pa se torej 365krat zavrti okoli svoje osi. In ta os je glede na ravnino, po kateri Zemlja kroži okoli Sonca, nagnjena za 23 stopinj in pol. Ta nagib povzroča, da imamo letne čase, oziroma da je polovico leta proti Soncu nagnjena severna polobla, drugo polovico pa južna. Slovenija recimo leži na severni polobli in ko je pri nas poletje, imajo na južni polobli, recimo v Avstraliji, zimo. Poleti je sonce veliko višje nad obzorjem in je pot sončnih žarkov bolj direktna in bolj skoraj pravokotna, čeprav seveda v naših geografskih širinah ni povsem pravokotna. Potem bi bilo sonce v zenitu, ampak vemo, da v zenitu je zgolj do severnega povratnika oziroma navadi v tropskem pasu. No, ampak po zimi, ko se pa sonce navidezno pomakne precej nizko nad južno obzorje, se pravi, sije bolj na južno poloblo, imajo tam poletje, mi pa zimo. In že ti letni časi so dejansko posledica sprememb naklona sončnih žarkov, ki jih Zemlja pač prestreza. Tako da to je glavni faktor, zakaj po zimi hladneje, ker je naklonski kot sončnih žarkov precej poševen in recimo dobimo na kvadratni meter ravne površine morda okoli 400 vatov na kvadratni meter energije, dočim poleti jo pa dobimo okoli 1000 vatov. Potem se pa seveda vzpostavi neko sevalno ravnovesje, ki pa ni odvisno samo od sončnega sevanja, ampak tudi od količine oblačnosti, od zračne mase, ki je nad nami, ki je lahko bodisi bolj suha, topla ali pa bolj hladna, vlažna, in vsi ti faktori potem seveda skupaj pa dajo tisti občutek, kakšno recimo je, ali je toplo, ali je vroče, ali je hladno. Tako je na zmernih geografskih širinah, torej med tropskim pasom in polarnima območjema, pojasnjuje Brane Gregorčič. Dočim v tropskem pasu je pa tako, da je sonce vedno zelo visoko na nebu. Tam imajo pa bolj deževne in suhe dobe. Ko je sonce najbolj navpično, je to ponavadi korelirano z deževno dobo, ko se pa odmakne malo bolj proti severu ali proti jugu, je pa nekoliko bolj sušno obdobje
Tako da v tropskem pasu je tako. Potem pa imamo tudi ponekod monsunska podnebja, to pomeni, ko sonce močno segreje recimo azijsko celino, ki je ogromna, potem se zaradi segrevanja zrak nad celino dviga in prihaja na njegovo mesto zrak iz nadmorske površine, ta je pa bolj vlažen in če se mora dvigati ob gorah, recimo ob južnih pobočjih Himalaje, potem imajo tam monsunsko deževje, ki lahko traja tudi več tednov ali celo več mesecev. Še nekoliko drugače pa je na polarnih območjih. Se pravi območja nad severnim tečajnikom, ki so nekoliko naseljena, kajti nad južnim tečajnikom pravzaprav ni poselitve oziroma so samo neke raziskovalne bolj postaje na Antarktiki. Ne. No, ampak recimo na severu Skandinavije pa je dejstvo, da se pravi nad severnim tečajnikom pa poleti sonce dejansko ne zaide. Ne. Bolj, ko gremo po severu, daljše je obdobje merjeno v dneh, ko sonce ne gre pod obzorje. Seveda se vrti okoli obzorja in se dviga in spušča, ampak ne doseže recimo točke obzorja. Vemo, da je severni tečajnik na 66 stopinjah severne širine. Če gremo, 4 stopinje severno od tega, potem je gotovo vsaj nekaj tednov, ko sonce ne bo zašlo. Po zimi pa seveda sonce tudi ne bo pokukalo iznad obzorja enako število dni, kot recimo poleti ne zaide. Ne. No, tam pa govorimo bolj o polarnem dnevu in polarni noči. Ne. Povedali smo, da se Zemlja vrti okoli svoje osi, hkrati pa kroži okoli Sonca. Pot, ki jo pri tem opravi, ima obliko elipse. Največja razdalja med Zemljo in Soncem tako znaša dobrih 152 milijonov kilometrov, najmanjša pa dobrih 147 milijonov kilometrov. Ali tudi teh 5 milijonov kilometrov razlike vpliva na količino energije, ki jo Zemlja prejme od Sonca? Ja, seveda, to je nek faktor. Vidimo, da je razlika okoli 3%. Ne. To so pač ti astronomski faktorji, ki se ponavljajo, jih lahko natančno izračunamo za stoletja vnaprej. Je pa res, da se vedno nekako to oddaljenost Sonca se z letnim časom ujame, ne, ko smo najbliže Soncu, imamo na severni polobli v resnici zimo in ko smo najdlje, imamo na severni polobli poletje. Ne. Tako da od poletja se pa na ta račun ne razlikuje, ne, na isti polobli seveda. Na to, da imamo na zmernih geografskih širinah letne čase, torej najbolj vpliva nagib osi, okoli katere se vrti naš planet. Ta nagib vpliva na to, pod kakšnim kotom Zemlja prestreže sončne žarke. Bolj kot je vpadni kot žarkov navpičen, več energije prejme neka površina in bolj se segreje. Spremembe v temperaturi ozračja pa povzročajo tudi oblaki in zračne mase nad nami. Radiovedni. Pač eni ljudje iz radia, ki so preveč radovedni.